Med 14. in 16. aprilom bo v Ljubljani, Mariboru in Celju potekal festival slovanskih književnosti. Gre za 5. izvedbo dogodka, ki ga organizira Forum slovanskih kultur. Letos bo posvečen 20. obletnici zbirke 100 slovanskih romanov. Zbirka je v 20 letih obstoja povezala 7 založniških hiš, vključila pa kar 108 avtorjev in 60 prevajalcev. Festival bo gostil 8 priznanih sodobnih avtorjev, program pa vključuje pogovore, javna branja in srečanja posvečena sodobni slovanski književnosti, prevajanju in kulturnemu sodelovanju. O zbirki 100 slovanskih romanov in o festivalu v nadaljevanju razmišljamo z vodjo projektov Foruma slovanskih kultur Matejo Jančar in direktorico Foruma slovanskih kultur doktorico Andrejo Rihter. Z njima se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani gosti, gospa Mateja Jančar, gospa doktorica Andreja Rihter, lepo pozdravljeni. Spoštovani poslušalci, tudi vam lep pozdrav. Kot sem povedala, je danes v središču naše oddaje zbirka 100 slovanskih romanov, ki zaznamuje letos res lep jubilej, 20. obletnico obstoja. Sem mislila, da bi se ob tej priložnosti malo vrnila na začetek in spregovorila o tem, kakšne smernice, kakšna vodila so vas takrat usmerjala pri snovanju zbirke. Gospa Andreja Rihter. Najprej najlepša hvala za povabilo. Res smo veseli, da ste se spomnili na našo zbirko 20 let in prav lep pozdrav tudi seveda poslušalcem. Začetek je sega skoraj tja, bom rekla, v letu 2002, ko je v bistvu začela nastajati mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur, ki se je zaradi takšnih in drugačnih političnih razmer, vemo, da se je Slovenija približevala in vstopila v Evropsko unijo od leta 2004 in imela močne evropske politične povezave. In ko smo potem ustanovili mednarodno ustanovo, brez programa, brez vsebin, je ob strokovnih pogovorih mojih z nekaterimi kolegi, prijatelji, bom rekla literati, prišla ideja, da bi prvi program, prva vsebina, prvi projekt bil ravno 100 slovanskih romanov. In tako je ta ideja rasla v letu 2006 in namen je bil, da kot cilj mednarodne ustanove, ki oziroma za svojim poslanstvom povezati slovanske države v skupne kulturne projekte, promovirati slovansko kulturno dediščino, okrepiti pa mednarodno prepoznavnost slovanskih ustvarjalcev, je seveda tu v ospredju so prišli sedaj književniki oziroma literati. Prav tako pa bistveno ustvariti most med slovanskimi kulturami in svetom. Zdaj govorimo 20 let nazaj in takrat so bile zelo še, bom rekla, manjše, kratke, nedobre povezave med nami samimi. Govorimo o slovanskem svetu. Nič dolgo takrat predtem se je končala vojna na Balkanu, ki je trajala leta in leta. In je seveda prav literati, literatura bila most, s katerim smo se začeli povezovati. In zaradi tega je ta ideja o zbirki 100 slovanskih romanov vzpostaviti ponovno literate, književnike, prepoznati med seboj, ustvariti veliko prevajalsko mrežo. Mi v tistem času prav tako moramo vedeti, da zelo veliko naših jezikov smo težko našli prevajalce. In ravno zbirka je bila tudi, bom rekla, impuls, da spodbudimo to vrstno, bom rekla, dejavnost. Prav tako pa vemo, da in tudi še danes po 20 letih so književniki oziroma literati iz naših držav, ki govorimo 13 različnih slovanskih jezikov, zelo, zelo malo poznani. In tako smo seveda z to idejo v Sloveniji sama spostavila stik z vsemi državami, ki so želele se vključiti v ta projekt, in na začetku se je odzvalo 5 držav z ciljem, tako kot sem rekla, omogočiti in spodbujati pretok informacij z področja kulture,
spodbujanje predvsem mobilnosti umetnikov in še nekatere druge vsebine. Prvi sestanek v Beogradu v PEN klubu z ustvarjalci, z nami v Sloveniji Društvo slovenskih pisateljev, prav tako pa iz ostalih držav Severne Makedonije, Slovaške, Rusije in Srbije, predstavniki predvsem ustvarjalcev in seveda ali je to PEN ali so to društva na kakršen drugačen način. 3 sestanki v istem letu, kjer smo se vse podrobnosti zelo, zelo jasno dogovorili in tako odprli pot začetku zbirke 100 slovanskih romanov kot prvega projekta v mednarodni ustanovi. Danes je teh prevajalcev že 60 in zbirka vključuje že 108 avtorjev oziroma njihovih del. Pa me zanima, so zdaj navzoči že predstavniki vseh teh držav? Tako kot sem rekla, da je bilo tisto leto naporno spostaviti, se pravi komunikacijo, začrtati pravila reda radi. Ja. Kako je že, vemo, da je sporazumevanje med nami samimi kar naporno včasih. Se pravi, severni Slovani, južni Slovani, mi na sredini. Tako da je bilo treba se zelo, zelo jasno dogovoriti. Presekali smo najprej z obdobjem. Rekli smo, da gremo v sodobno literaturo in sicer v komunikacijo in povezavo sodobnih avtorjev, predvsem še živečih. V tistem času je bilo 99% avtorjev, ki so bili na listah, 10 oziroma 12 avtorjev v državah, ki so se v to vključile, živečih. Najprej smo si rekli, da želimo krepiti razvoj medsebojnega sodelovanja, prepoznati drugega in pa seveda v drugi fazi se skupaj predstaviti širšemu svetu v Evropi in tudi v tujini. In zaradi tega je bilo ta logistika, ko je na predlog Vlada Žabota in pa kolega Mitja Čandra, da je roman seveda zvrst, s katero gremo v zbirko, obdobje padec Berlinskega zidu in potem vse tehnična navodila od oblikovanja do materiala, do velikosti, tudi to. In seveda tudi pravila financiranja, kar je bilo najtežje v zadnji fazi dogovoriti. In to je bilo na razpolago in potem se vsaka država tudi še danes sama odloča, vstopa v projekt ali ne. Mednarodna ustanova ima statut, kjer pravi, da 3 države morajo biti vključene, da projekt dobi znak foruma FSK-ja. In mi smo v začetku imeli 5 tovrstnih držav, ki so pristale na te pogoje in začele z izdajanjem. In pripravile seveda tudi liste teh avtorjev. In tukaj je vsaka država bila suverena oziroma samostojna. Mi smo na primer listo naredili v sodelovanju, kot sem rekla, z Društvom slovenskih pisateljev in strokovno, rečemo, skupino, ki je potem določila teh 10 oziroma 12 avtorjev najprej. Mislim, da se je v letu 2016 šele vključila Hrvaška, vključila Bolgarija, zatem potem tudi Črna Gora. Danes še vedno nimamo v zbirki države Bosne in Hercegovine, nimamo Poljske in nimamo Češke. Moramo pa vedeti, da v mednarodni ustanovi Forum slovanskih kultur od začetka agresije oziroma vojne med Ukrajino in Rusijo, pa seveda Rusija ne sodeluje v projektu, zato je to zadržano že predtem, pa seveda tudi Belorusija. Čeprav so liste bile ustvarjene, vendar kot take seveda niso v življenju, ali kako čem se drugače tudi izraziti. Odgovarjam, vsaka država se samostojno odloči, gre v projekt, spoštuje vsa pravila vsebinskih zapovedi in tudi finančnih in seveda tudi izbere listo. Tudi tu, kdo je predlagatelj liste, je prepuščeni državi. Začeli smo zelo dobro, večinoma v sodelovanjih tudi v drugih državah, ali so bili to PEN-i, ali so bila to društva pisateljev, nacionalna društva pisateljev ali tudi kakšne drugačne strokovne skupine. Govorim to zaradi tega, kajti po 20 letih teh 5 držav, ki je vstopilo, avtorji, ki so bili, lahko rečemo, da več kot 85% teh avtorjev je danes prepoznanih z velikimi nacionalnimi mednarodnimi nagradami in tudi z velikimi prevodi. Rekli ste, da je nekako bilo dogovorjeno, da bo
da bodo izhajali sodobni avtorji, da bodo to romani, ki so nastali nekako po padcu Berlinskega zidu. In danes, 20 let pozneje, se vama zdi, da zbirka taka, kot je, pripoveduje neko svojo zgodbo o, recimo, kaj pa vem, časih tranzicije, o rojstvu novih držav, ne nazadnje je precej tega, kar imamo skupnega v novejši zgodovini. Če jaz začnem, pa bo Mateja tukaj dopolnila. Ko smo se pogovarjali tisto leto 2006, so bile ideje, da bi šli v klasiko, ne, da bi prevajali klasike. Sama sem temu bila zelo zadržana in da nisem nasprotovala, ampak potem nismo naredili nič novega. Zaradi tega je bilo so bili, bom rekla, živahni pogovori, da gremo v seveda sodobne avtore in predvsem tudi zgodbe iz časa padca Berlinskega zidu. Vemo, da je leta 2004 pomenilo, takrat, ko je nastanek mednarodne ustanove, so 4 države, ki govorijo slovanske jezike, prvič stopile v Bruselj, v Evropski parlament, kar pomeni, da so se prvič slišali slovanski jeziki. In to je bilo za nas nekatere strašno, smo bili ponosni, srečni, da se je to zgodilo. In potem prepoznaš, da vidiš, da ostali, drugi, nič ne vedo, ne poznajo, da govorimo različne jezike kot take. In zgodbe in padec Berlinskega zidu pa prav tako tudi pomeni, da skozi te zgodbe, skozi te romane spoznavamo, kako različna je bil trenutek, takrat, ko je bil presek vse tega. In če bereš, jaz nisem še prebrala vseh romanov, moram priznati, ne, da je zelo, zelo transparentno, jasno, lahko, da pogledaš, kaj je bilo na Slovaškem, kaj je bilo v Sloveniji, Hrvaškem, Bolgariji in tako naprej. Zaradi tega je zbirka, in bom rekla tak velik unikum oziroma zelo, zelo prepoznana. Tisti, ki jo seveda poznate. Mateja, mogoče. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Zbirka, ko je nastajala, ni bila določena za kakršnokoli vsebino. Se pravi, postavila se je pač ta neka žanrska omejitev, postavila se je ta časovna omejitev, katere so se bolj ali manj držali, ampak ko so te knjige začele izhajati, se prevajati, tako so naši spremljevalci, partnerji, strokovnjaki ugotovili, da pravzaprav so da zbirka res govori svojo zgodbo in da so, neki tematski sklopi, neka rdeče niti, ki se vlečejo skozi številne knjige. Recimo, tako so govorili o 3 temah, recimo, da se velikokrat pojavlja zgodovina, velikokrat se obravnava neko tranzicijsko obdobje in velikokrat tudi, kar je zanimivo, so utopije oziroma največkrat distopije. To je kar pogost žanr, ki mogoče ga v Sloveniji toliko ne poznamo, ampak recimo, ko odkrivamo te knjige, vidimo, da jih najdemo skoraj na vseh seznamih različnih držav. Tako da tudi zgodbe so zelo različne, seveda zelo, kulturno obarvane, ampak po eni strani pa vseeno govorijo eno in isto zgodbo in se mi zdi, da se bralci lahko zelo prepoznajo neko zgodbo nekega časa, nek občutek, tako da zbirka ima tudi svojo zgodbo, tako bom rekla. Ja, se strinjam, kar nekaj knjig sem prebrala in se povsem strinjam z vami. Če tako pogledamo, 20 let je res lepa doba, dolga, ne? Je pa tudi to čas, ko verjetno razmere niso vedno enako naklonjene založništvu in izdajanju kakovostnega leposlovja. Ste se v teh 20 letih kdaj znašli, kaj pa vem, v položaju, ko ste razmišljali, da bi morda vse skupaj pustili, oziroma je imela zbirka kakšne take prelomne trenutke, za katere ste zdaj zadovoljni, da ste jih uspešno prestali? Mogoče spet jaz začnem, pa Mateja nadaljuje. Ja, moram reči, glede na to, da je bil to prvi projekt, vsebinski, ker je ustanova bila ustanovljena, kot sem rekla, brez vsebine, brez jedra, sem sama imela zelo, zelo, bom rekla, trenutke, ker sem iskala energijo, kako nadaljevati. Kako ostati povezan, ampak ravno te zgodbe, avtori, prevajalci, novi prevajalci, tako kot sem na začetku omenila, jih imamo 8 oziroma skoraj 60 z nami, novi,
nove knjige, nove zgodbe so dajale seveda optimizem, novo energijo. Bili so trenutki, seveda, ko se v vsaki državi spreminjajo, namreč članice naše ustanove sestavlja uprava, v kateri sedijo ministri za kulturo, medije oziroma kakorkoli struktura vlad. In seveda v vsakih menjavah so se zgodile verjetno vprašanja, pogovori, zakaj tako in tako. K sreči smo v dobrem sodelovanju tako uredniškega odbora, kot zadolžene ljudi, ki so odgovarjali v vsaki državi za to zbirko, obdržali rdečo nit in se nismo pustili zmotiti. So pa bili seveda zamenjani ali pa so se dopolnjevali tudi založniki v posameznih državah. Tako smo na začetku, kot vemo, v Sloveniji imeli Društvo slovenskih pisateljev, potem je založnik postal Forum slovanskih kultur, v Makedoniji je, mislim, da so to tretji založnik in tako dalje. Ampak to so popolnoma, bom rekla, v vsakih zbirkah oziroma normalne, za mene normalne zadeve. So pa seveda bili trenutki, ko smo bili malo bolj aktivni, malo bolj zadržani. Imeli smo zelo, zelo veliko predstavitev tudi na tujih knjižnih sejmih, kar nam je dajalo tisti zagon, da rečem, ne. Od Londona, Leipziga, Frankfurta, tudi v Pekingu smo bili na knjižnem sejmu in tako dalje, kjer so nas seveda tuji, bom rekla, založniki oziroma bralci prepoznali, videli, so rekli, to je pa nekaj zelo čudnega, ne? Ko so prepoznali, da uporabljamo latinico in cirilice v množini, ker to sploh ni bilo poznano, ne? In kako imamo probleme potem z nekaterimi prevodi in tako dalje, da ne dolgovezim. Posebej je bilo pa tudi prijetno tisto, ko smo dobili sredstva iz Evropske fundacije, ko smo lahko naše avtorje prevedli v angleščino in pa portugalščino in šli s tem seveda v tujino. Ja, jaz bi rekla, da seveda ima zbirka svoje 20 letih, svoje vzpone in padce, najprej bilo navdušenje, pa potem manj, ampak mislim, da ima to srečo, da je zasnovana tako, da delamo s različnimi partnerji in da vsak dela v nekem svojem ritmu in da je to nek demokratičen proces, da se nikogar ne sili, in zaradi tega potem zbirka na nek svoj način lahko živi v vsaki državi, kolikor pač živi. Eni smo bolj aktivni, drugi malo manj, ampak seveda pa verjetno se stvari spreminja, knjižno tržišče se spreminja, cela založniška pokrajina se spreminja in to se seveda deloma tudi odraža, ampak zbirka je pač tako zasnovana, vedno bila, da ni toliko komercialna in zaradi tega njeno poslanstvo ni, da se najbolj prodaja, ampak pač, da utira neke poti slovanskim književnostim, da predstavlja avtorje ali pa knjige, ki jih sicer ne bi spoznali in pač na ta način lahko živi eno svoje življenje. Ne. In ni pa čisto odvisna od tega založniškega trga, tako da to mislim, da je srečna okoliščina in da pač zaradi tega lahko preživi. No. Saj kakovostna literatura ima težave s kupci. Ja. Mogoče tukaj ravno, kar je kolegica Mateja omenila, ne, da na začetku smo bili kar malček tako, ne bom rekla kritizirana, kako ste pa izbrali to belo barvo, pa to je tako monotono, pa tako malo, zakaj nekaj drugega, bolj živahne knjige se morajo prodajati, videti. Ampak to je bilo ravno tisto. Pri nas ni bilo v ospredju prodaja, biznis oziroma, bom rekla, profit, če temu, finančni profit, ampak popolnoma drugo poslanstvo. Mi smo želeli, tako kot sem rekla, približati slovanske literature, slovanske jezike širše javnosti. Zaradi tega je bilo bistveno, da se vse naše knjige pojavijo najprej v nacionalnih knjižnicah in potem v mreži knjižnic v vsaki državi. In v sodelovanju s temi knjižnice organiziramo potem tudi dogodke, ki odpirajo potem vprašanja, seveda avtorji so z nami vedno, bomo rekla, kadarkoli se obrnemo na katerekoli avtorje, pripravljeni sodelovati in pridi v goste. Tako da je to kot prvo bila prioriteta. Sedaj, danes po 20 letih, pa smo ne samo grajeni, prav pohvalijo nas, dobro ste izbrali, ne, da je ta knjiga v tej, bomo rekla,
barvi, če se tako izrazim, prepoznana, vidna, kajti za sabo nosi zelo, zelo globoko poslanstvo in pa seveda tudi sporočilnost. Zbirka ima naslov 100 slovanskih romanov, pa jih obsega zdaj že 106. To je seveda, mislim, da zelo pozitivna stvar. Me pa zanima, ste ob samem začetku snovanja zbirke razmišljali o tem, da bi se pri številki 100 ustavili in je zbirka zato dobila to ime, ali je šlo, če tako na rekovajih rečem, za poimenovanje po sorodnosti, se pravi po analogiji z zbirko 100 romanov, oziroma zakaj? Sedaj se smejimo oziroma nasmihamo, veste, ampak takrat v letu 2005 oziroma 2006 res ni bilo smešno imeti mednarodno ustanovo brez jedra, brez vsebine in bilo je treba nekaj začeti. In moja misel, da imamo zgodbo, da imamo avtorja, da imamo prevajalca, da imamo knjigo, se pravi, imamo 4 elemente, s katerimi lahko gremo sedaj v akcijo. In ko sem obiskala praški knjižni sejem v letu 2005, smo se tam pogovarjali, ideje so bile, bom rekla, raznešene oziroma pogovore in tako je prišlo do ideje 100 romanov. Enostavno, najlažje 100 romanov. In se nismo spraševali, kaj bo potem, kajti, če sem odkrita, nisem bila tako velik optimist, da bo 100 romanov sploh išlo. Tako da, odgovarjam z tem. Tudi danes, ko pa imamo 100 romanov oziroma 106 na policah, se verjetno ne bomo pogovarjali o tej številki, ker ti se mi zdi, da je toliko prepoznana, da to ostajamo, ampak se bomo bolj pogovarjali o tem, s katerimi vsebinami tudi naprej. V teh 20 letih je, tako kot sem rekla, nastala ena zelo dobra, velika mreža prevajalcev, ki je prej ni bilo. Mi smo na pobudo Društva pisateljev izvajali in imamo še vedno rezidence v različnih državah. Imamo festivale, kot bomo še povedali, tako v Sloveniji. To se pravi, velikih drugih aktivnosti smo ob tem razvili, povezovanje tudi nacionalnih bibliotek. Nazadnje smo se predstavili v Parizu na UNESCO centru z razstavo in tudi z razpravami in s tem seveda ustvarili 100, ki je nastala dobesedno na idejo kot takšno in ne razmisle, kaj bo potem, kaj ti treba bilo priti najprej do sem. Glede na vse, kar ste povedali, je odgovor zdaj že tako rekoč na dlani, ampak bralci vendarle vidijo v glavnem knjige, Glede na to omrežje prevajalcev in število sodelujočih založb, pa verjetno lahko rečemo, da to ni več zgolj literarni projekt, ampak da je nastala neka resna kulturna infrastruktura. Gospa Mateja Jančar. Ja, res je, to ni samo literarni projekt, ni samo založniški, mislim, ni samo zbirka, bom rekla, to je pač en projekt, ki res povezuje in gradi povezave med založniki, prevajalci, ustvarja eno prevajalsko mrežo, kot smo že slišali, mogoče je neverjetno, ampak leta 2005 enostavno ni bilo lahko najti prevajalcev za slovanske jezike. Zdaj imamo na Forumu slovanskih kultur to veselje, da sodelujemo z Društvom slovenskih književnih prevajalcev in vsako leto se pri nas v Vili Zlatici odpre seminar prevajanja slovenske književnosti in med temi približno 20-25 prevajalci je vedno vsaj kakšnih 10 prevajalcev iz v različne slovenske književnosti, v različne slovanske jezike, ampak tega takrat ni bilo in zaradi tega mislim, da je ta projekt, ne samo zbirka, ni prinesla samo knjig, ampak je pač pomagala pri gradnji neke literarne založniške infrastrukture in povezav na vse zadnje. Tako da tudi založniki, ki sodelujejo pri zbirki v drugih državah, teh je 7, ne izdajajo samo zbirke 100 slovanskih romanov, ampak zelo pogosto prevajajo tudi različne avtorje iz drugih slovanskih književnosti, tudi zunaj zbirke. Ali pa začnejo prevajati enega avtorja znotraj zbirke, pa potem vidijo in prevedejo še druga dela. Tako da to poslanstvo je bilo po mojem uresničeno. In res smo se malo vprašali, ko smo imeli 100. knjigo pred 2 letoma, a kaj pa zdaj, zdaj pa je tukaj smo na cilju.
ampak stvari grejo naprej, tudi v bistvu potekajo po različnih državah, tako da smo rekli, na vse zadnje, to so sladke skrbi, če zdaj je kaj več knjig, kot sem toliko, ne. Kako pa konkretno danes poteka izbira teh romanov? Vemo, da je vsaka država predlagala 12 romanov izhodišč, oziroma 10 ste vi tudi omenili številko, potem so se pridružile pač nove, ampak če pogledamo z našega slovenskega vidika, kako se odločamo, katere tuje romane boste prevedli, katere ne? Od predlaganih, ne? Ja, v bistvu nas pač omejujejo oziroma nam dajo smer ti seznami, se pravi, zbiramo samo iz teh seznamov in potem se pač, moram reči, kar malo vsebinsko, seveda, ne, pogledamo, kaj bi bilo zanimivo, kaj je bilo že prevedeno, ponekod nas pa vodijo čisto praktične odločitve, se pravi, vprašanje, ne vem, razpoložljivosti prevajalcev, velikokrat nam tudi naši prevajalci sugerirajo, kaj bi bilo smiselno prevesti in zakaj, tudi komentirajo liste, kaj bi bilo aktualno za slovenskega bralca, kaj manj. Malo nas omejuje tudi to, da seveda gre za zelo reprezentativne avtorje in da so nekateri, mislim, zbirka nima ekskluzivne pravice, zato mislim, da je zelo odprt projekt in številni so bili prevedeni pač tudi zunaj zbirke, mi jih seveda promoviramo in z njimi sodelujemo, ampak tako, da nas dostikrat vodijo tudi kakšne praktične odločitve, včasih tudi vprašanje finančnih podpor in tako naprej. Tako da, v glavnem se o tem odločamo, ampak seveda gledamo, da bi bila vsebina čim bolj zanimiva za tudi slovenske bralce. To. Z našega stališča verjetno se na podoben način odločajo tudi naši partnerji v drugih državah. Ne. Ja, točno tako. Tako smo na začetku povedali, da vsaka država je v projektu samostojna, resnično. Ne? Vemo, da imamo največ prevodov v Srbiji, potem smo Slovenci in tako dalje, ne? Ker smo resnično zainteresirani, da zbirka živi in da z nami avtorji in prevajalci. In zaradi tega je tudi različno stanje in različne aktivnosti potekajo. Ta sodelovanje z knjižnicami, sodelovanje s prevajalci, kar je pa za nas najbolj pomembno. To, kar je Mateja ravnokar povedala, mnenja prevajalcev za nas zelo veliko šteje oziroma so zelo, zelo pomembna in zaradi tega se zelo, zelo veliko nagibamo seveda k odločitvam, ki jih sugerirajo. Kot sem rekla na začetku, je bil eden izmed ciljev zbirke, da spodbudimo prevajalsko mrežo, ki je ni bilo pred 20 leti. In danes z temi 58 avtorji, ki sodelujejo z nami, je to resnično en dosežek. Ponovno poudarjam, da drugi ostali, ki ne govorijo slovanske jezike matične, še vedno ne poznajo, ne vedo, da slovenščina ni hrvaščina, da slovenščina ni srbščina, da slovenščina ni slovaščina in tako naprej. Da je ruski jezik eden izmed nas, ki ga govori, rečemo številčno največ ljudi, ampak je jezik med slovanskimi jeziki in da uporabljamo 5 različnih cirilic. Zato pač, če poznaš eno, ni rečeno, da poznaš drugo. To so vse še vedno vsebine, s katerimi se ukvarjamo in moramo osveščati druge in drugačne. Tako da zbirka je tukaj, ima tudi to vlogo, kako ozaveščati druge, pa ne samo v Evropi, tudi v svetu. To smo takrat nakazali, ko smo prevedli roman Draga Jančara v portugalščino z enim ciljem, da je šla knjiga v Brazilijo na gostovanje, ker ne poznajo, ne vedo, da obstoji toliko slovanskih jezikov in je bilo zanimanje neverjetno veliko. Tako da tu nas čaka še ena zelo, zelo, zelo odprta linija, pot, ki jo lahko zbirka utre v prihodnost. Mislim, da še številni Slovani ne vedo, da imamo 5 različnih cirilic, kaj šele preostali del sveta. Tudi. Torej so vaše predstavitve zdaj usmerjene bolj v neslovanski prostor? Težko rečemo, ne? Mi se držimo, še vedno imamo balans. Mi smo po 10 letih, ko je zbirka, ko je praznovala 10 let in potem tudi 15 leto, kot smo rekli na začetku, smo imeli 2 cilja. Ne? Najprej povezati nas, Slovane, v literaturi in povezati tudi stike, v drugem koraku pa skupaj
začeti pot prepoznavnosti v svetu. Zato so tudi naši dogodki, mi se stalno pojavljamo na mednarodnih knjižnih sejmih, kot sem rekla, bili smo v Leipzigu nekajkrat, bili smo v Frankfurtu, ko je bila Slovenija v fokusu, bili smo v Londonu in se redno pojavljamo, smo se na Beograjskem knjižnem sejmu, mi redno sodelujemo z Pulo, z Sanjem knjige, s festivalom, tudi na Slovenskem knjižnem sejmu in tako dalje, tako dalje. Sodelujemo pa tudi seveda z knjižnicami. Zato je te aktivnosti so nekako še vedno kako se reče, neuravnovešene, ampak skoraj enakovredne v programu, v aktivnosti, le tako, da se enkrat v Sloveniji posvečamo več pozornosti našim avtorjem, druge v drugih državah pa bolj v tujini. Tako da ni, da bi rekla nekaj bolj, nekaj manj, zaradi tega, ker je treba biti tukaj resnično ravnotežje, se mi zdi najboljša stvar, zaenkrat še vedno. Še eno vprašanje bi vama postavila glede zbirke. Ne vem, ali mi boste lahko odgovorili, ampak v času, ko je nastala, so te države prešle v obdobje tranzicije, hkrati se je že odvijala globalizacija in v teh 20 letih je tehnološki razvoj res prešel nepredstavljivo fazo. Pa me zdaj zanima, ko takole gledamo, v globalizaciji se pogosto izpostavlja, da svet postaja vse bolj enak, da si mesta postajajo vse bolj enaka zaradi trgovskih centrov in podobnega. Se vam zdi, da literatura vseeno uspe, kajti literatura pa je pogosto kritična do kakšnih družbenih pojavov, tudi morda do take uniformnosti navidezne, Se vam zdi, da si tudi literatura postaja vedno bolj podobna, če izhajamo iz teh knjig, seveda, ki so v zbirki, ali da avtorski glasovi uspejo ohranjati neko kritično distanco do tega vse bolj enakega sveta? Mi zdaj v bistvu izdajamo knjige, ki so izšle bolj ali manj do leta 2006 in lahko rečem, da vseeno je tukaj, kljub temu, da so rekli, da so podobnosti, da je neka enotna zgodba mogoče ali pa vseeno so tukaj glasovi so zelo unikatni, specifični, težko bi rekli, da se unificirajo. Je pa res, da mogoče, ker bomo tudi nekega dne oziroma o tem intenzivno govorimo oziroma delamo na tem zbirko razširili z novimi naslovi in potem bomo lažje presodili, ali se je tudi tukaj, ali so se, ti svetovi približali, da smo zdaj bliže skupaj, da v bistvu vsi doživljamo eno in iste stvari. Tako da o tem bomo lahko govorili mogoče čez 10 let. Ja. Literatura tudi potrebuje čas, da se odzove. Pa razmišljate že o širitvi? Pogovarjamo se, pogovarjamo se. Ravno sedaj pričakujemo, oziroma bomo imeli uredniški odbor, bomo imeli tudi strokovno skupino, ki se o tem pogovarja. Mi tudi širimo liste iz 12 na 20. Mi smo v Sloveniji v procesu prav tako sodelovanja z Društvom slovenskih pisateljev, z Filozofsko fakulteto, verjetno tudi z strokovno skupino, ki je bila na začetku sodelovala pri izbiri, dočim je Severna Makedonija je že dopolnila listo, pričakujemo pa seveda tudi še ostale države. Ampak tako kot sem povedala, vsaka država ima svoj ritem. Tudi nekatere liste so izčrpane oziroma so je toliko že avtorjev prevedenih, da je nujno, da to posodobimo, ne samo odmik, časovni odmik, ampak tudi ta vidik, da so knjige, da je teh 108 knjig tukaj. Kaj in kako v prihodnosti razmišljati o zbirki 100 romanov ali naslediti kaj drugega, je pa zadeva, o kateri smo se začeli intenzivno pogovarjati že lansko leto na sestanku uredniškega odbora in bomo nadaljevali sedaj. Jaz upam, da uspešno v roku enega leta, da pridemo prav tako do neke dobre ideje, ki nas bo predvsem povezovala in mostičila drug med drugimi. To je bistveno vsega, kajti živimo v času, kjer so vedno slovanske države drug proti drugi, in je zelo težko sodelovanje in komunikacija. Na koncu pa je vedno tako, da je literatura oziroma kultura tista, ki prva ponudi roko in začenja ponovno teči, da rečem, kri oziroma prevod. Zato ostajamo vsi tisti, ki delamo za zbirko, z umetniki, z ustvarjalci, optimisti
in mislimo, da ta zbirka v prihodnosti ima lahko zelo veliko poslanstvo in seveda gibanje, ki bo povezovalo, ne pa razdiralo, razdvojevalo. Še besedo dve o festivalu. Letos je 5. izvedba. Kako to, da ste se odločili za festival? Morda besedo dve o tem najprej, če pogledava 5 let nazaj, potem pa bi gospa Jančar še rekli kaj o letošnjem dogodku. Ja, za festival smo se odločili, da bi malo popularizirali tele naše avtorje slovanske književnosti na splošno, ne nujno samo našo zbirko, ker poslanstvo foruma, pač 100 slovanskih romanov je projekt Foruma slovanskih kultur, ampak seveda poslanstvo je pa malo širše, tako da seveda vključujemo tudi druge avtorje občasno. Odločili smo se enostavno, ker smo videli, da mogoče bo to pritegnilo več občinstva, več pozornosti, če se več stvari, če zadeva bolj intenzivna. No? Ker mi smo vedno pripravili posamezne dogodke, predstavitve in smo rekli, mogoče bi tole malo skoncentrirali in pravzaprav nekako smo začeli in potem prvi je festival dal drugega in tretjega in zdaj smo že pač pri 5. izvedbi, ki se pa nekako sovpada z 20. obletnico zbirke, zato smo pritegnili malo več partnerjev oziroma tudi konceptualno zadeve prepustili oddelku za slavistiko Filozofske fakultete. Želeli smo si spet približati mladim študentom, najlažje jih dosežemo tako, da gremo tja, težje jih pritegnemo k nam. Zato smo se odločili in pravzaprav prepustili nekako izbor avtorjev v Filozofski fakulteti, tako da pripravljamo na Filozofski fakulteti 3 dogodke, obiskali bomo Maribor, obiskali bomo Celje z avtorji. Odločili smo se, da povabimo avtorje iz vseh držav, ki aktivno sodelujejo v zbirki, se pravi, nimajo samo seznamov, imajo tudi založnike, bolj ali manj, tako da smo se pač tako odločili in tako imamo zdaj 7 oziroma 8 gostujočih avtorjev. Festival pa se bo dogajal 3 dni, no, tako da v bistvu v eni taki zgoščeni, precej intenzivnem programu na različnih lokacijah. Kot sem povedala v napovedi, bodo to pogovori, srečanja. Verjetno ste rekli 7 ali 8 zaradi tega, ker je eden izmed avtorjev slovenski predstavnik Vlado Žabot, ne? Tako, poleg tega gostuje tudi Aleksander Gatalica, ki ima en poseben status, ker je že dlje časa živi v Sloveniji, z njim tesno sodelujemo in je pač malo tudi naš in smo ga zaradi tega pač tudi povabili. Tako da smo malo še razširili nabor, ob tem imamo še prevajalsko delavnico, kot sem že povedala, gostujemo na srednji šoli, zelo smo veseli, da se bomo na nek način približali mlajši publiki, no. Odlično. Jaz se obema zahvaljujem za odziv prijazen in za ta zanimiv pogovor. Predvsem želim srečno Forumu slovanskih kultur in zbirki 100 slovanskih romanov ali pa morda kakšni novi, če bo nastala. Spoštovani poslušalci, vas seveda vabim, da obiščete kakšnega izmed dogodkov prihajajočega festivala, vzamete v roko kakšno knjigo iz zbirke. Hkrati pa se vam tudi zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matinaja. V njej smo gostili gospo Matejo Jančar in gospod doktorico Andrejo Richter. Z njima sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Gašper Loborec.